Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z koprskega oziroma še z komentatorskega mesta tu v koprski Bonifiki. Pred nami je namreč tretje srečanje 20. kroga v Ligi Telemach, Koper in Kalcer Radomlje. Terensko premoč, tole poizkuša NKDA, podaja proti Juriču, Jurič strelja, tole bo lahko delo za Emila Veliča. Ja, to je izgovorjava, s katero je CGB postregel sam. Tole zdaj Tomek podaja proti Vešnerju Tičiču, Tečič prek vrat. Gre za švedskega državljana, nazadnje je sicer igral na Danskem za Vejle, tudi Ahmed Ankrah je na klopi, pa Mišel Pavlovič. Matej Palčič, ki je načet. Tole je zdaj priložnost za Koper, Velič pa je zaustavil ta strel. Najlepša priložnost na tem srečanju v 30. minuti. Jasno, velika okrepitev, še posebej potem, ko je odšel kapetan Sandi Nuhanovič. Tule ima Šošič priložnost, no in tole je bil prvi strel v okvir vrat Jana Koprivca. Dobrovoljc. Je našel Ševlja, Ševelj v prostor za Šošiča, to je velika priložnost. Šošič strelja še enkrat na pravem mestu, Jan Koprivec. Dovolj hitro, zelo disciplinirano vračajo Mlinarji. Tole je morda priložnost za Petriška, Petriško proti Marsetiču, akcija dveh nogometašev, ki sta vstopila pred nekaj trenutki. Petriško je zaključil, toda žoga se je potem odbila do... Zdaj morda akcija, ki obeta Koprčanov. Marsetič preigrava strel Vešnerja Tičiča, Velič odbija in na koncu žogo tudi lovi. Davidovič ali Ševelj, eden izmed njiju bo tule žogo poslal v koprski kazenski prostor. Davidovič, ki je levičar, priložnost. Je Dobrovoljc poizkusil z glavo, govoril sem pred nekaj minutami že o tem, da je podaja Marsetiča na desno stran pa Baju. Zdaj je malce razrečena obramba Radomljanov, priložnost za Vešnerja Tičiča. Ševelj proti oddaljenejši vratnici, priložnost je to za goste in 1-0 za Radomlje. Ali je Moses strelec, tule se Moses Barnabas veseli, ampak mislim, da je nekdo drug tik pred golovo črto žogo potisnil v koprsko mrežo in v 92. minuti so gostje prišli do zadetka. Moses Barnabas se tam najbolj veseli tega zadetka. Zdaj bo zanimivo videti ponovljen posnetek, ali je morda resnično Nigerijec tisti, ki je zadnji sprožil, ali je šlo morda celo za avtogol. Moses takole, mislim, da je strelec Dobrovoljc. Trener Kopra Aleksandar Radosavljević. Gospod Radosavljević, zagotovo rezultatsko ne debi, kot bi si ga želeli na klopi Kopra. Tekma izenačena, tehnica bi se res lahko prevesila na eno ali drugo stran. Kaj, razen jasno zadetka, je danes zmanjkalo Kopru? Ja, mislim predvsem to, da nismo še najboljšo tekmo. Očitno se je poznal to, da je prva tekma in tukaj so mogoče imeli igralci malo težke noge. Na koncu smo imeli tudi nekaj priložnosti, nismo uspeli zadeti, izgubili tekmo v zadnji sekundi, očitno zaenkrat nam še nekaj manjka, da tudi take tekme prevesimo svojo korist. Radomlje so se res organizirano branile, poskušali ste na različne načine, z različnimi tudi nekako tipi igralcev prebiti ta njihov zid. Kaj bi se morda danes še dalo narediti, da bi Koper tole tekmo dobil? Malenkosti so odločile. Mogoče me je malo zmotil, da nismo igrali na ta način, kot treniramo, da nismo igrali na ta način, kot smo igrali zadnje pripravljalne tekme. Ampak očitno res se je poznal tudi nekaj mladih igralcev, veliko novih igralcev in očitno je to nekako vplivalo na to, da nismo bili najboljši zasedbi, ampak že zdaj sem rekel v garderobi, enostavno naslednji trening je že pomembno, tekma bo že kmalu v petek in moramo to popraviti. Najlepša hvala in srečno.
Hvala. Na moji družbi trener Radomelj Oliver Bogatinov. Gospod Bogatinov, trda tekma, malce so že v studiu omenili, veliko borbe, na koncu ena izmed tistih tekem, ko pravimo, da bi si za vložek obe ekipi zaslužili kaj, na koncu pa ste vi dobili vse. Nasmešek na obrazu, verjetno zato Prešeren. Ja, zelo trda tekma in tu fantom z moje strani samo čestitke. Malo težji pogoji za igro, ampak njihov trud, njihova energija, njihova želja, ki so jo danes pokazali, je bila na nekem drugem nivoju. Take tekme, naprimer na pripravljalnem obdobju, se ne da odigrati, ker to so prvenstvo je le specifika. Tako da enostavno prve vrste čestitke fantom. Nekako smo veliko omenjali pred začetkom tega drugega sezone Kruza pa Šošiča, da sta ona dva tista, ki bosta skrbela za gole. Danes pa so Radomlje dokazale, da tudi brez njiju lahko pridejo do zmage. V prekinitvi, ja. Vse je mogoče in malo sreče, srečno naključje, ampak na koncu je, lahko rečem, trud poplačan. Zavedamo se, da tekma bi lahko šla v eno ali drugo smer. Mogoče najbolj pravično delitev točk, je pa res, da odhajamo mi bolj zadovoljni iz Bonifike. Nekako na prelomu sezone tekme z vsemi 4 najmočnejšimi ekipami, jesen ste končali z 2, zdaj po Kopru sledi še nekako tekma z Olimpijo. Zagotovo tale zmaga zdaj tudi dokaz, da lahko Radomlje spet meša v štrene tudi največji. Naš osnovni cilj je obstanek in te poti mi ne bomo spreminjali po eni tekmi. Še enkrat pravim čestitke fantom, zelo specifična tekma, potrebno bo še kar nekaj tekem zmagati, osvojiti, še ducat točk ali več, zato da bi lahko cilj izpolnili. Priprave so pokazale, omenjam že drugič, priprave so pokazale, da smo na pravi poti in tudi zdaj v prvem kolu, ko hodiš z neko negotovostjo v tekmo, se je ta negotovost mogoče videla v prvih 20-30 minutah, potem pa smo nekako zadihali pa odpirali tudi mi igro na nek naš željen način. Čestitke za zmago, najlepša hvala in srečno. Hvala te, Ivan. Luka, nekako celotno tekmo napadali ste obrambo Radomelj, dobro so se branili. Mlinari, to že moramo priznati, kje je na koncu zmanjkalo danes Kopru? Pa ja, mislim, da je ena enakovredna tekma, prva po premoru, vedno so težke, ne veš, kaj te čaka dober. Ampak mislim, da mi danes nismo igrali take igre, ki bi si jo želeli, ker smo igrali tudi na generalki in čez cele priprave. Na koncu pa prevzemam tudi jaz krivdo, mislim, da je moj igralec pobegnil tam, kanček nepozornosti in tako zgubiš tekmo 3 točke. Ja, Gaber Dobrovoljc, dobrodošli nazaj nekako v dres Radomelj, kar pa se tiče današnje tekme. Na koncu junak, pa ne samo zaradi gola, predvsem je danes verjetno nekako zadovoljstvo, da je obramba zdržala in potem je ta gol bil nagrada. Ja, definitivno se upravičujem. Izjemno smo taktično odigrali, izjemna taktika je bila, res smo se držali vsega, kar nam je trener rekel in se mi zdi, da to je bil ključ do tekme, nekako dobro smo stali v zadnji, bili v bloku, potrpežljivi smo bili, vedeli smo, da bomo imeli svoje šanse, odlično smo tudi odigrali, od spredi imeli, se mi zdi, veliko šans, ne vem, če ne celo več, ne vem, zdaj malo sem mogoče pristranski, ampak res smo lahko zadovoljni in z obrambo, in s planom, in zmago, in z vsem. Nekako protinapadi in prekinitve, to se zdi, da bo nekako orožje Radomelj proti recimo temu ekipam z vrha lestvice, če bo to izgledalo tako, kot je danes, pa da recimo malce še izboljšate protinapade, potem se res lahko nadejate nekega lepega dela sezone. Ja, super začetek, definitivno. Ne vem, danes je neka osnova, iz katere lahko izhajamo naprej, da smo trdno peti vsakmu, videli smo, da lahko vsak vsakega premaga, to smo že prej videli. Bili smo pa definitivno mentalno dobri, potrpežljivi, res vsega smo se vrhunsko držali, nismo neki srljali, vedeli smo, da bojo neke šanse naše in na koncu smo jih tudi izkoristili in se mi zdi, da z vso to taktično disciplino, zalaganjem, dojeli, z vsem tem se mi zdi, da je prav, da nas je nagradili in smo lahko zelo veseli. Na koncu
mogoče iskreno pri golu, koliko ste sploh vedeli, kje je žoga, kam leti, koliko je bilo to morda tudi malce s poljubom sreče? Instinktivno bom rekel, bil sem nekako tam, šele zadnji trenutek sem jo videl nekako, ne vem, sem se obrnil, sploh ne vem, kje me je zadela, nekje med ramo pa prsmi, nima veze, kdo je dal gol, nima veze, kako je šlo, no, tudi če bi z ritjo zadevo, važno je, da smo zmagali.